V Mirnu pri Gorici smo obiskali mednarodno uveljavljenega industrijskega oblikovalca, akademika in umetnika ter večnega iskalca resnice Oskarja Kogoja. Sprehod po njegovem vrtu je pravcato doživetje. V zelenem svetišču, ki se stika z reko Vipavo, boste začutili posebno energijo, ki umetniku daje vitalnost in ga ohranja radovednega že 80 let. Oskar, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na Primorskem ob Vipavi. Ta vaš vrt je umeščen kakor v nek objem med hišo in reko Vipavo. Pa me zanima, kakšno je vaše sobivanje z reko? Od moje mladosti smo povezani s to reko. In ne samo jaz, tudi moj oče in tudi moj ded Nono. To je žuborenje reke, naraščanje reke, opazovanje rib, ki so noter. Včasih je srebrna reka, ki je polna bliščev. In to je dejansko natura design, to je življenje v naravi. Tudi Leonardo da Vinci je tukaj bil spomladi leta 1500, ker ga je to zanimalo, Vipavska dolina ga je zanimala. In ko Vipava jupne, bruhne iz notranjih izvirov in zunanjih, 4 zunanje izvire, takrat tudi včasih pride do velikih poplav. In leta 11 oziroma 10 je bila voda do tukaj. Slovenci smo po prepričanju Oskarja Kogoja zelo star narod, ki je nekoč molil k naravi, k vodi, drevesom, kamnom. Kara, ki sestavlja besedo karantanja, pomeni kamen. Kamnita je tudi 3,5 metra dolga mizna ploskev, ki so jo klesali na krasu. Zraven je venecki stol iz brona. 12 takšnih je Kogoj oblikoval za slovensko dvanajstijo, enega pa je dal izdelati za domač vrt. Na vašem vrtu je veliko klesanih elementov, pa tudi drobni, poldragi kamenčki, krasijo vrtne poti, tudi stene. Kaj je sporočilo kamnov? Računajte, to je bila prva in druga svetovna vojna. V drugi svetovni ta del je bil požgan razen naše hiše. Vsa ta svetišča, teh kmetij kraških, to se je rušilo in meni je bilo prav srce bolelo. Jaz bom to spravil, potem sem pa to vse pozidal. In sem to kupoval in potem vse sestavil, ker to so dragocena sporočila. Na tih obokih noben ne pomisli, da to je pol jajca. To je bog belin. O bog! O bog! Bog je simbol Boga v slovenskem jeziku in je pol jajca. Ampak seveda je nastala arhitektura iz tega potem, Kamnite potke krasijo sijoči poldragi kamenčki, ki okolico bogatijo svojo vibracijo. A tu se zgodba kamnov še ne konča. Na vrtu je tudi stari kamniti vodnjak. Kaj se je skozi desetletja dogajalo ob njem in čemu služi danes? To je zelo star prč. Mi rečemo prč, na krasu reče pa štirna. Ta je pa prenesena iz krasa štirna. Med prvimi ima valovnico noter, je preštudirano, da ko si ti povlekel vodo, je tista vibracija kamna šla na vodo in voda je bila boljša. Če prideva nižje proti Vipavi, imate tam posebno svetišče in tudi posebna vrata. Ja, tam imam vrata, ki jih je že vzidal moj nono, to se pravi staro pokopališče iz prve svetovne vojne, tukaj sosedne vasi, iz dola je padla ena granata in pokolišče je odšlo, ostala se vrata. To svetišče rečemo zato, ker so sveti kamni in včasih zakurimo in napravimo stare jedi po starem, tako da je to zelo pestro. Vsak vrt potrebuje zeleno ogrodje. Mirenskega tvorijo ciprese, palma, nedavno posajene oljke in še nekatere rastline. Nevihta je porušila staro murvo. Na njeno mesto je Oskar posadil drevo, ki simbolizira moč in zvestobo. Potem sem sadil pa to, ki je mama potem umrla, magnolija, in je imela zadnjič 100 belih cvetov. Spomin na mamo. Katere pa so tiste rastline, ki so po vašem mnenju najbolj zdravilne za duha in telo in bi jih priporočali, da jih posadimo na vrtove? Tega je veliko, ampak recimo med najbolj opevane je po slovenski tradiciji rožmarin. Recimo jaz zdaj v tem obdobju pijem čaj iz koramača. Seveda tudi lojbar je, tukaj vidimo, je zelo zdravilen, celo ga posušimo. Ampak kaj pravi moj učitelj Sai Baba? Naravna hrana je najboljše zdravilo.
Na družinskem vrtu najdemo tudi manjše izdelke, ki so nastali pod oblikovalsko taktirko Oskarja Kogoja. Njegove študije in oblikovanje potekajo v domačem studiu. Predmeti, obogateni z zgodovino, slovensko kulturno dediščino in sodobno ustvarjalnostjo, pa so razstavljeni v galeriji, ki se nahaja nedaleč od doma v obnovljeni rojstni hiši Oskarjeve matere. Dlje, ko smo se sprehajali po kraškem vrtu, več prikupnih detajlov smo odkrili. A ste kdaj prešteli, koliko kamnitih src imate na vrtu? To vprašanje je bolj za Natašo in Katjušo, mojo hčerki, ki so tudi ona začela zbirati te kamne. Zdaj pravi, srce je sestavljeno iz dveh pravzaprav lingamov. Eno je telo, drugo je pa duša. Tam je center izvira vse. Vse je noter. Mi iščemo nazven, tudi v kozmosu, pa nič ne moramo najti, ker je vse tukaj na zemlji. Srce je najbolj važno, zato je treba ga čuvati.